Dobrodošli v Sloveniji, majhni, mladi, a nadvse pestri ter zanimivi državi, članice Evropske unije. Video je namenjen vsem, ki ste zaprosili za začasno zaščito v Republiki Sloveniji. Vse, ki ravno tako prihajate iz Ukrajine in ste v Sloveniji zaprosili na primer za mednarodno zaščito, opozarjamo, da za vas poteka drugačen postopek uveljavljanja pravic, o katerih bomo govorili v nadaljevanju. Po vstopu v Republiko Slovenijo ste podali vlogo za začasno zaščito. Odločitev o vlogi izda upravna enota, kjer živite. Do sredine junija je bila odločitev izdana v papirni obliki, saj država še ni imela vzpostavljenega sistema za izdajo izkaznic. Vkolikor boste sedaj prejeli pozitivno odločitev, boste prejeli izkaznico. Vsi, ki ste prejeli papirno odločitev, boste izkaznico prejeli naknadno. Tisti, ki ob podaji vloge za začasno zaščito niste oddali fotografije za osebne dokumente, boste k temu pozvani. Ko ste podali vlogo za začasno zaščito, ste se lahko v primeru, da v Sloveniji nimate prijateljev, sorodnikov ali druge dogovorjene namestitve, namestili v državnem namestitvenem centru. Tja se lahko nastanite tudi kasneje, vkolikor nimate možnosti bivati kje drugje in kapacitete niso zasedene. Namestitev v centru je brezplačna, poskrbljeno je za prehrano in osnovne potrebščine, vendar je to skupinska nastanitev v instituciji, kjer boste morali upoštevati hišni red. Iz namestitvenih centrov se lahko kadarkoli izselite. Ne pozabite, da vam status osebe s priznano začasno zaščito velja do 4.3.2023, lahko pa se podaljša še največ dvakrat za 6 mesecev, o čemer Vlada Republike Slovenije sprejme sklep. Če so razmere v državi izvora ali regiji takšne, da omogočajo varno trajno vrnitev, lahko začasna zaščita tudi predčasno preneha. Šele ko pridobite odločbo o začasni zaščiti oziroma izkaznico, vam pripadajo tudi druge pravice. Najprej nekaj o osnovnih oblikah denarne pomoči, namenjene ljudem, ki nimajo zadostnih sredstev za preživljanje. To lahko pomeni tudi, da sicer imate neke redne mesečne prihodke, vendar ti niso dovolj visoki, da bi pokrili vaše osnovne potrebe. Slovenija vam lahko pomaga pri plačevanju vaših osnovnih stroškov z uveljavljanjem denarne pomoči, del stroškov najemnine in prebivanja pa vam bodo deloma ali v celoti pokrili z uveljavljanjem pravice do denarne pomoči za zasebno nastanitev. Denarno pomoč lahko prejmete, če ne bivate v nastanitvenem centru, če vam je bila dodeljena začasna zaščita in hkrati niste zaprosili za mednarodno zaščito in nimate dovolj lastnih sredstev za preživetje, hkrati pa v Sloveniji ni nikogar, ki bi vas bil dolžan preživljati, na primer mož, žena ali starši. Če želite zaprositi za denarno pomoč, morate izpolniti temu namenjen zahtevek za dodelitev denarne pomoči, izpolnite pa ga v latinici, zraven pa je potrebno priložiti tudi izpise transakcij na vaših bančnih računih in računih vaših družinskih članov za pretekli mesec pred mesecem vložitve vloge, izpise transakcij na bančnih računih osebe, ki vas je dolžna in zmožna preživljati za pretekli mesec pred vložitvijo vloge, in kopijo odločbe o statusu začasne zaščite ali kopijo izkaznice osebe s priznano začasno zaščito. Če že imate bančni račun v Sloveniji, priložite tudi kopijo pogodbe o odprtju bančnega računa. Če so v družini, na primer oče, mati, mladoletni otroci ter babica in dedek, podata babica in dedek skupaj ločen zahtevek za denarno pomoč. Prav tako morajo dati ločen zahtevek otroci, ki so starejši od 18 let in ki se ne šolajo. Zahtevek za dodelitev denarne pomoči oddate osebno v času uradnih ur ali po navadni pošti Uradu Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov. Naslov je Cesta v Gorice 15 000 Ljubljana. Če pošiljate po pošti, je dobro, če pošto pošljete priporočeno, saj vam pošta ob oddaji priporočene pošiljke izda potrdilo, da ste pošiljko res oddali. Potrdilo shranite, če bi ga kasneje morda potrebovali. Če bančnih izpiskov ne morete pridobiti, morate o tem podati izjavo, ki jo priložite ostalim dokazilom. Napišete lahko: iz Slovenije ne morem dostopati do svojega bančnega računa in nimam spletne banke. Ne pozabite pripisati tudi kraja in datuma izjave ter se podpisati. Znesek denarne pomoči, ki ga bo država dodelila, je odvisen od števila družinskih članov, ki so skupaj z vami v Sloveniji zaprosili za začasno zaščito. Znesek denarne pomoči za prvo odraslo osebo v družini znaša približno 420 €, za vsako naslednjo osebo pa okvirno 295 € mesečno.
Če sta v Sloveniji prisotna oba starša, dobite za vsakega mladoletnega otroka še približno 125 evrov, če pa je v Sloveniji prisoten samo eden od staršev, pa za vsakega mladoletnika približno 250 evrov. Denarna pomoč se dodeli za obdobje 6 mesecev in se izplačuje mesečno, s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka. Tudi do denarne pomoči za zasebno nastanitev ste upravičeni, če vam je bila dodeljena začasna zaščita in niste zaprosili za mednarodno zaščito. Imeti morate urejeno zasebno nastanitev in tudi tu velja pogoj, da nimate dovolj lastnih sredstev in hkrati v Sloveniji ni nikogar, ki vas je dolžan in zmožen preživljati. V tem primeru morate prav tako v latinici izpolniti zahtevek za dodelitev denarne pomoči za zasebno nastanitev in ga oddati osebno ali po navadni pošti na že prej omenjen naslov Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov. V obrazcu morate priložiti izpis vaših transakcij na bančnem računu in računu osebe, ki vas je dolžna preživljati, tokrat za pretekle 3 mesece, kopijo najemne pogodbe ali dogovora o uporabi nepremičnine in kopijo odločbe o statusu začasne zaščite ali izkaznico osebe s priznano začasno zaščito. Del obrazca je tudi soglasje o nakazilu denarne pomoči na račun najemodajalca, ki omogoča, da država vašo denarno pomoč samodejno nakaže kar najemodajalcu, vi pa, če je vaša najemnina višja od državne pomoči, najemodajalcu doplačate zgolj razliko do polne cene najemnine, ki je določena v najemni pogodbi. Če bančnih izpisov ne morete pridobiti, tudi tukaj o tem napišete izjavo in jo priložite vsem ostalim dokazilom. Za razliko od denarne pomoči se denarna pomoč za zasebno nastanitev uveljavlja z enim zahtevkom za vse družinske člane, ki bivajo skupaj. Znesek, ki ga bo vlada izplačala za zasebno nastanitev, je odvisen od števila oseb za začasno zaščito, ki bodo bivale skupaj. Najvišji znesek pomoči za zasebno nastanitev mesečno znaša za eno osebo približno 420 evrov. Nato pa znesek narašča glede na število oseb in za 2 osebi znaša približno 545 evrov mesečno, za 3 670 evrov mesečno in tako dalje do najvišjega možnega zneska za 7 ali več oseb, ki znaša približno 1050 evrov mesečno. Če je cena najemnine nižja od najvišjega zneska, bo izplačana denarna pomoč v dejanski višini najemnine. To v praksi pomeni, da če bivate sami in vaša najemnina znaša 500 evrov mesečno, bo izplačana denarna pomoč znašala 420 evrov mesečno, saj je to najvišji možni znesek izplačane denarne pomoči. Razliko, v tem primeru 80 evrov, pa krijete sami. V primeru, da je vaša najemnina nižja od 420 evrov mesečno in na primer znaša 350 evrov, bo izplačana denarna pomoč znašala toliko kot dejanski znesek najemnine. V tem primeru je to 350 evrov. Denarna pomoč za zasebno namestitev vam bo dodeljena za obdobje 3 mesecev, obnoviti pa jo morate 30 dni pred potekom. To storite tako, da ponovite postopek, ki smo vam ga pravkar opisali. Zahtevek z vsemi dokazili, razen dokazila o statusu začasne zaščite, ponovno pošljete Uradu Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov. Denarna pomoč za zasebno namestitev se dodeli z dnem vložitve zahtevka, praviloma za obdobje 3 mesecev in se izplačuje mesečno. Če živite v nastanitvenem centru, za vaše osnovne potrebe poskrbi center. Zato v tem primeru ne boste prejeli denarne pomoči, niti denarnega nadomestila za namestitev pri zasebniku, ste pa upravičeni do žepnine, ki znaša približno 125 evrov mesečno, oziroma 30% zneska minimalnega osnovnega dohodka. Izplačilo žepnine se ne izvrši avtomatično, ampak samo na podlagi vaše pisne izjave, da ste brez prihodkov in drugih prejemkov ter zavezancev, ki so vas dolžni in zmožni preživljati. Če imate mladoletne otroke, lahko zaprosite za otroški dodatek. Otroški dodatek je finančna pomoč, ki jo prejmete vsak mesec in je namenjena kot pomoč pri vzgoji, izobraževanju in preživljanju otrok. Zanj zaprosite tako, da izpolnite vlogo za otroški dodatek in znižano plačilo vrtca in jo oddate Centru za socialno delo v kraju, kjer prebivate.
Višina otroškega dodatka se določi na podlagi vaših mesečnih prihodkov in na podlagi števila šoloobveznih otrok v vaši družini. Načeloma znesek otroškega dodatka znaša od približno 20 evrov mesečno pa vse do 140 evrov mesečno na otroka, pri čemer so do najvišjega zneska upravičeni tisti z najnižjimi dohodki in z 3 ali več otroki. Pravica do otroškega dodatka se prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka. Bivanje v nastanitvenem centru ima določene prednosti. V centru se vzpostavi prava skupnost ljudi, ki drug drugemu nudijo pomoč in oporo, pa tudi otroci v centru imajo ves čas družbo drugih otrok. Kljub temu boste nekateri želeli nastanitvi center zapustiti in poiskati zasebno nastanitev, ki vam lahko nudi več zasebnosti in večjo avtonomijo. Nažalost pa so zasebne nastanitvene možnosti v Sloveniji na splošno skromne. Stanovanje trenutno primanjkuje, zato je verjetno, da bo iskanje primerne nastanitve za vas in za vašo družino precej zamudno. Pri iskanju zasebne nastanitve lahko za pomoč poprosite prijatelja ali sorodnika, ki govori slovensko. Oglasi na nepremičninskih portalih so praviloma v slovenščini. Če govorite angleško, se lahko iskanje stanovanja lotite tudi sami. Največji slovenski nepremičninski portal je nepremičnina.net. Lahko pa poskusite z iskanjem stanovanj tudi v različnih temu namenjenih skupinah na socialnih omrežjih. Ko najdete nastanitev, ki je še na voljo, se poskusite dogovoriti za ogled. Najemodajci v Sloveniji so navadno nekoliko previdni pri tem, komu oddajo svoje stanovanje. Skrbi jih predvsem, ali bo najemnik redno plačeval najemnino ter stroške in ali bo stanovanje redno čistil in vzdrževal v dobrem stanju. V bistvu želijo vedeti, če ste zanesljiva in vestna oseba. Ko se odpravite na ogled, imejte to v mislih. Pogosto želijo najemodajci vedeti tudi, kako dolgo imate namen bivati v njihovem stanovanju. Na takšno vprašanje bodite pripravljeni. Ta podatek bo tudi del najemne pogodbe in lastnika nepremičnine do neke mere zavezuje, da vam nepremičnino oddaje za določene časovne obdobje in pod pogoji, ki so določeni v pogodbi. Še vedno pa vam lastnik lahko najem odpove v primeru, da kršite določila najemnega razmerja, na primer povzročate materialno škodo nepremičnine, ne plačujete najemnine in podobno. Preden pogodbo podpišete, se prepričajte, da jo dobro razumete. Vaša izkaznica oziroma odločba velja kot dovoljenje za začasno prebivanje. Morate pa po prijemu izkaznice oziroma odločbe upravne enote v kraju, kjer prebivate, prijavite začasno prebivališče. Zato potrebujete najemno pogodbo ali soglasje lastnika nepremičnine, kjer boste prebivani. Ne pozabite, da morate vedno, ko zamenjate naslov prebivanja, največ 3 dni po spremembi naslova o tem obvestiti upravno enoto v kraju, kjer prebivate. Če se v času, ko čakate na državno denarno pomoč, zgodi, da bi vam prav prišla pomoč v obliki hrane, oblačil in higienskih pripomočkov, se lahko obrnete na Slovensko filantropijo in sicer vsak delavnik med 10. in 18. osebno na naslovu Cesta Dolomitskega odreda 11 1000 Ljubljana. Ko je njihovo donacijsko skladišče polno, vam lahko pomagajo s hrano in higienskimi izdelki. Nudijo vam tudi pomoč v obliki informiranja. Caritas, ki deluje na različnih lokacijah po Sloveniji in vam lahko pomaga s hrano, oblačili in izredno finančno pomočjo. Rdeči križ Slovenije, ki ima prav tako izpostave po celi Sloveniji in vam prav tako lahko pomaga s hrano, higienskimi potrebščinami. Več informacij lahko poiščete na njihovih spletnih straneh. Zdravje je predpogoj za kvalitetno življenje in v sklopu slovenskega zdravstvenega sistema je nujna zdravstvena oskrba brezplačna za vse, ki jo potrebujejo. Osnovna oblika zavarovanja, ki ga ima
Skoraj vsi slovenski državljani in omogoča dostop do večine zdravstvenih storitev, je obvezno zdravstveno zavarovanje. Nekatere zdravstvene storitve obvezno zdravstveno zavarovanje krije v celoti, nekatere pa le deloma, v določenem odstotku. Preostanek cene storitve pa oseba krije sama. Vsak pa lahko sklene še dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki je prostovoljno in ga imajo skoraj vsi prebivalci Slovenije. Kombinacija obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pokrije skoraj celoten obseg posamezne zdravstvene storitve. Predvsem v zobozdravstvu pa je še vedno potrebno doplačevati. Kot oseba z začasno zaščito imate dostop do nujnih zdravstvenih storitev, kar vključuje nujno medicinsko pomoč, vključno s prevozi, nujnim zdravljenjem in nujno zdravstveno in zobozdravstveno oskrbo, ki vključuje tudi zdravila po odločitvi zdravnika. Neodložljive storitve specialističnih ambulantnih in bolnišničnih dejavnosti, zdravstveno varstvo žensk, ki vključuje tudi zdravstveno oskrbo v nosečnosti in ob porodu, in mladoletni otroci so upravičeni do enakega obsega zdravstvenih storitev kot otroci, ki so obvezno zavarovani kot družinski člani. Gre le za res nujne zdravstvene storitve. Če se zgodi, da določene zdravstvene storitve nujna zdravstvena oskrba ne krije, vi pa jo kljub temu potrebujete, lahko uradu vlade za oskrbo in integracijo imigrantov podate zahtevek za večji obseg zdravstvenega varstva. Priložiti morate ustrezna dokazila. Nato pa zdravstvena komisija, ki jo imenuje urad, odloči, ali je vaša zahteva utemeljena in vam lahko odobri razširjen obseg zdravstvenih storitev. Če nujno potrebujete medicinsko pomoč, se obrnite na najbližjo urgenco ali zdravstveni dom. Upravičeni ste tudi do zdravil za vsa nujna stanja in kronične bolezni. Ko vam zdravnik predpiše zdravilo, ga lahko prevzamete v katerkoli lekarni v državi. Predložiti morate recept in izkaznico osebe za začasno zaščito ali potni list oziroma drug identifikacijski dokument. Ko se zaposlite, vas bo delodajalec prijavil v obvezno zdravstveno zavarovanje. Ko smo že omenili, pa obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti vseh storitev. Zato skoraj vsi v Sloveniji plačujejo tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje, saj jim tako zdravstvenih storitev v večini primerov ni potrebno doplačevati. Zelo priporočljivo je, da si ga uredite. To storite tako, da obiščete katero od zasebnih zavarovalnic in prosite za sklenitev dopolnilnega zavarovanja. Lahko pa ga sklenite tudi preko spleta, a boste najverjetneje potrebovali pomoč slovensko govoreče osebe. Praviloma dopolnilo zdravstveno zavarovanje ne stane več kot 40 evrov mesečno. Ob vključitvi v zdravstveno zavarovanje prejemite kartico zdravstvenega zavarovanja, ki jo vsakič prenesete s seboj v vse zdravstvene ustanove in lekarne. Če potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, pomoč reševalcev ali policiji, pokličite enotno telefonsko številko 112. Ob klicu morate podati nekaj osnovnih podatkov, kdo kliče, kaj se je zgodilo, spol in starost poškodovanca, število poškodovancev, naslov oziroma kraj dogodka, kontaktno številko in katere službe še potrebujete, na primer policija, gasilci. Nujno zobozdravstvena pomoč med tednom zagotavljajo redni zobozdravniki v zdravstvenih domovih. Pokličite lahko vam najbližji zdravstveni dom in jih prosite za pomoč. Če potrebujete pomoč policiji, pokličite telefonsko številko 113. Podati boste morali informacije o tem, kaj se je zgodilo, kje in kdaj ter ali je kdo poškodovan. V primeru, da ste žrtev nasilja, lahko pokličete društvo SOS telefon na brezplačno telefonsko številko 0801 55. V Sloveniji potrebujete za zaposlitev in opravljanje določenih
транзакцій словенсько-давчна штивілко. За ню запросите тако да исполните тему наменjen образець. То легко сторіти ще преден придобити зачасну защиту. То сторіти чим прей ін образець віддати на енем від локальних фінансових урадів, а не на Генеральному фінансовому раду. Предложите морати туди ісказницю у себе зачасну защиту, алі потні ліст. Чи пошиляте по пошті, поприложите копії омінєних документів. За какошно-колі послання в Словенії, туди за приємання плаче, в примеру за послідви, потребуєте еврський банчний рачун з штивілку ІБАН. Ще ж і мати банчний рачун відкритий в Європейській Унії, вам не треба сторіти ні чесар, це ж і мати штивілку ІБАН. То легко гдор колі в Європейській Унії у порабі за хитро і припросто наказіла динарія. Банчний рачун легко при ені от банк в Словенії по закону відкрити по тем, ко сте вложили в лого, вендер има всяка банка туди своє інтерна правила. Жав па упораба банчного рачуна не безплачена, трошки навадно знаше все 5 євро місячно. По одобритві прошення за зачасну защиту придобіти прост доступ на тирг дела. Кар помені да легко на словенському тиргу дела іщете запослідив під енакі погої код словенські державляни і зато не потребуєте деловного доволення. Чи босте іскали запослідив, є добра новіця за вас. Да в Словенії тренутно приманкують деловні сили. Є па за вечину деловних мест потребно знання словенського язика, і туди всі огласи за дела со в словенському язику. При бирсканню по запослідвених огласах си легко помагайте з приваяльники, поскусите туди преко портала «Моє дело». Який є найвищий запослідвений портал в Словенії? Чи ділите на подрочі інформаційних технологій, пообіщайте портал Слотех. Кjer знайдете запослідвені огласи з tego подрочя. В Словенії маємо Завод Республіки Словенія за запословання, який має свої уради по цілій Словенії. Припорочимо, да се при них упишете в евіденцію безпосельних осіб. Це вам будуть світовальці подали помемні інформації о делуванню тирга дела в Словенії, помагаю вам легко при ісканню служби, легко вас напотію на течай словенського язика, включитеся легко туди в успосаблення на деловне место. На нjihovi spletnій страні знайдете туди словарчик первих 500 по словенському в українському язику. Туди студенти легко в Словенії оправляють зань прилагоєнне обліко дела, іменовано студентсько дело. Gre za nastavnim sistemom, v okviru katerega so študenti plačani po opravljenih urah. Dela potekajo preko vmesne organizacije imenovane študentski servis. Študentski servis poskrbi za transakcijo, plačila in davke ter ponuja oglase za prosta delovna mesta. Obstaja več študentskih servisov, za več informacije se lahko obrnite direktno na njih. Словенія по отрокам за часну защиту omogočila безплатне обісковання вирця, основної школи і середньої школи. Вирці са в Словенії намінені отрокам від 11 місяця па до 6 лета старості, ко граду отроці первич школу. Всяк виртець има своє правила, началома па легко отрока виртець припеляти по 6 урі, іскати па га морате прийти пред 16 уро. Вирці са насплошно добрі і занесливі, зато сте легко мирні, да бо за ваше наймлайше устрезно поскрблено. Заявне вирці са вечинами odgovorne općine. Obstaju pa tudi zasebni vrtci. Mnogo otrok iz Ukrajine je že vključeni v vrtce. Če ste si že uredili žepnino in denarno pomoč, boste lahko pisali v vrtec brezplačno. Предложите morate odločbo o dodeljenju denarne pomoči ali potrdilo, da prejemate žepnino. Če žepnine ali denarne pomoči nimate, kar delate, ste lahko še vedno upravičeni do znižanja cene ali celo brezplačnega vrtca. Oddati morate vlogo na Центр за соціальне дело в краю, кjer прибивате in tako zaprosite za znižano plačo vrtca. Starši morajo pred vključitvijo otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, iz katerega je razvidno, da je otrok cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam. Cepljenje je vključeno v obseg zdravstvenega varstva, ki pripada otroka.
Osnovna šola. Osnovna šola se v Sloveniji začne pri 6 letih in traja 9 let. Šolanje je brezplačno, je pa res, da morajo starši kriti stroške osnovnih šolskih potrebščin, naprimer pisal, učbenikov in zvezkov. Za vpis otroka v osnovno šolo se obrnite na najbližjo šolo in vprašajte, ali imajo prosta mesta. Če na najbližji šoli nimajo prostora, vas usmerijo na katero od bližnjih šol, ki lahko spremlja vašega otroka. Šole bodo našli način, kako otroka vključijo v redni pouk, naprimer z osnovnim tečajem slovenščine in podobno. Ob vpisu otroka prejmete potrdilo o šolanju. Šole so v Sloveniji nasplošno varen kraj za otroke. Šolski dan se navadno začne ob 8 uri zjutraj, vendar je pogosto na voljo tudi jutranje varstvo, navadno od 6 ali 7 ure zjutraj dalje. Pouk navadno traja do 13 ure za mlajše otroke in do 15 ure za starše otroke. Popoldansko varstvo je ponavadi na voljo do 16 ure. Ko pridobite začasno zaščito, bo otrok v času pouka upravičen do brezplačnih obrokov in sicer do popoldanske malice in kosila. Če vaš dom do šole ni dosegljiv peš, bo poskrbljeno tudi za brezplačen prevoz v šolo. Pred začetkom šolskega leta boste prejeli seznam obveznih potrebščin, ki jih bo otrok za uspešno delo v šoli potreboval. Ker imate začasno zaščito, si boste iz šolskega učbenega sklada lahko brezplačno izposoditi učbenike. Verjetno bodo šole otrokom z začasno zaščito na začetku nekoliko prilagodili učni proces za lažje privajanje na slovenski izobraževalni sistem in šolanje v slovenskem jeziku. O tem se bomo v šoli z vami dogovarjali sproti. Za več informacij se obrnite direktno na njih. Pomembno je, da ste v šoli v stiku skozi celo leto. Organiziraj roditeljske sestanke ter pogovorne ure. Srednje šole. Po zaključku osnovne šole se otroci vpišejo na srednjo šolo. Srednje šole se v grobem delijo na gimnaziji, ki dijake pripravijo na nadaljnje univerzitetno šolanje, in strokovne šole, ki dijake izučijo za posamezne poklice, naprimer mizar, frizer, mehanik. Iz obeh tipov šol je mogoče šolanje nadaljevati. Le pogoj za nadaljevanje se nekoliko razlikuje. Programi navadno trajajo 4 leta, vendar so nekateri tudi krajši in trajajo 2 ali 3 leta. Mlajši od 18. leta se lahko v srednjo šolo vključijo pod enaki pogoji kot slovenski državljani, kar pomeni, da je za njih šolanje brezplačno. Izbira prave srednje šole je lahko zahtevna, zato vam priporočamo, da poiščete pomoč v okolju, kjer bivate. Najbolje je, da se oglasite v izbrani šoli in vprašate, kako se lahko vpišete. Če ne govorite angleško, boste potrebovali pomoč prevajalca oziroma nekoga, ki govori slovensko ali angleško. Organizacija pouka v srednjih šolah se lahko med različnimi šolami in izobraževalnimi programi nekoliko razlikuje. Včasih, na primer, srednje šole del izobraževalnega procesa izvajajo tudi v popoldanskem času. Vendar boste vse informacije v povezavi s tem dobili v šoli. Za nove dijaki bodo šole organizirale intenzivne tečaje slovenščine, predvidoma v obsegu 70 ur, da se bodo lahko čim hitreje vključili v izobraževalni proces in jim jezikovna barijera ne bo predstavljala težav. Po prvem vpisu v šolo je tečaj slovenskega jezika za dijaka obvezen in brezplačen. Tudi v srednjih šolah je poskrbljeno za prehrano, a srednješolskim otrokom z začasno zaščito pripada brezplačna dopoldanska malica. Po uspešnem zaključku srednješolskega izobraževanja imate možnost študija. Študije izvajajo Univerze v Ljubljani, Mariboru, na Primorskem, Novi Gorici in še mnogi drugi izobraževalni zavodi. Nekateri programi so bolj strokovno-praktično naravnani, ti trajajo 2 leti. Drugi trajajo 3 leta, to je dodiplomska stopnja, nato pa lahko nadaljujete s podiplomskim študijem, ki navadno traja 2 leti, da pridobite magisterij. Doktorat, ki je bolj raziskovalno naravnan, pa traja 3 oziroma 4 leta. Za več informacij glede vpisa, izvajanja programov in možnosti financiranja se obrnite direktno na ustanovo, ki vas zanima. Za vpis v visoko šolstvo se prijavljate v posebej razpisanih rokih za osebe za začasno zaščito.
Prijava za vpis se odda preko portala EVŠ. V Sloveniji je uradni jezik slovenščina, kar pomeni, da se v vseh uradnih ustanovah, na sodiščih, v šolah govori slovensko. Ob meji, kjer živijo tudi pripadniki madžarske in italijanske narodne manjšine, sta uradni jezik tudi madžarščina in italijanščina. Učenje slovenščine vam ne bi smelo povzročati velikih težav, saj oba jezika, slovenščina in ukrajinščina, sodita v skupino slovanskih jezikov, ki so si med seboj podobni. Zelo priročno je učenje slovenščine z uporabo spletnih virov. Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik nudi osnovne tečaje slovenskega jezika v več jezikih, tudi v ruščini. Tečaj je brezplačen, je pa potrebna registracija na www.sloonline.si. Ko pridobite status začasne zaščite, se lahko za tečaj slovenščine obrnete tudi na Zavod za zaposlovanje, ki vam nudi 2 vrsti tečaja slovenskega jezika. 50-urni tečaj uporabne slovenščine za ukrajinsko govoreče, gre za začetno učenje slovenščine za uporabo v vsakdanjem življenju, namenjeno brezposelnim osebam, in pa 120 do 180 urni tečaj slovenskega jezika na vstopni ravni A1, ki vključuje tudi opravljanje izpita. Z opravljenim izpitom pridobite potrdilo o znanju slovenščine, ki ga lahko uporabite pri iskanju zaposlitve. Upravičeni ste tudi do 180-urnega tečaja slovenskega jezika, za katerega na pristojni upravni enoti, na območju, kjer prebivate, pridobite potrdilo za udeležbo na tečaju, s katerim se potem oglasite pri izbranem izvajalcu tečaja. Za vložitev vloge in pridobitev potrdila boste morali odšteti 22,60 evra. Za osebe, ki so vključene v izobraževalni sistem, učenje slovenščine navadno organizirajo izobraževalne ustanove, zato se za dodatne informacije lahko obrnete na njih. Za vse, ki si radi s prebiranjem knjig širite obzorja, ali pa se morda s pomočjo branja želite hitreje naučiti slovensko, imamo v Sloveniji razvejen in dostopen sistem javnih knjižnic. Knjižnice pogosto omogočajo tudi uporabo računalnika in brezplačnega brezžičnega interneta. Mestna knjižnica Ljubljana beguncem iz Ukrajine, ki se nahajajo v Sloveniji, omogoča brezplačno včlanitev in uporabo storitev knjižnice. Brez omejitev in članstva pa lahko dostopate do številnih digitalnih vsebin za otroke in družine. Z brezplačno registracijo boste lahko dostopali do več kot 1700 e-knjig v ukrajinščini. Tudi mnoge druge knjižnice po Sloveniji omogočajo brezplačno članstvo oziroma brezplačno izposojo gradiva beguncem iz Ukrajine. Povprašajte v vam najbližji knjižnici. Za vse, ki imate osebno vozilo, ima Slovenija dobre tako avtocestne kot regionalne cestne povezave. Za tiste brez avtomobilov pa sistem javnega prevoza. Za vožnjo po slovenskih avtocestah je potrebna vinjeta. Vinjeta je plačljivo dovoljenje za uporabo avtoceste in jo je potrebno kupiti, preden se odpravimo na avtocesto. Obstajajo tedenske, mesečne in letne vinjete. V Sloveniji že uporabljamo sistem elektronskih vinjet, kar pomeni, da je kupljena vinjeta vezana na registracijsko tablico vozila, sistem preverjanja pa je voden elektronsko. Plačila vinjete so oproščena vozila z ukrajinskimi registrskimi tablicami, vendar samo za namene prihoda v Slovenijo ali prečkanja naše države. Kar pomeni, da morate vsi, ki živite v Sloveniji in uporabljate avtoceste, kupiti vinjeto. Prav tako še vedno velja, da je za osebe z ukrajinskim potnim listom ali osebno izkaznico ves medkrajevni javni prevoz zaenkrat brezplačen do začetka septembra. Kar zadeva javnega lokalnega prevoza, lahko ponekod, na primer v Ljubljani, mestne avtobuse brezplačno uporabljate tako, da vozniku ob vstopu na avtobus pokažete kar osebni dokument. Drugod, na primer v Mariboru, na blagajni javne avtobusne postaje s potrdilom o vloženi vlogi za začasno zaščito pridobite brezplačne vozovnice za mestni potniški promet. V Ljubljani je v času, ko večina ljudi hodi na delo in z dela, to je zjutraj in popoldne, pogosto gneča na cesti, ki se ji lahko izognete z uporabo koles. Ker je Ljubljana majhno mesto, je zelo primerno za vožnjo s kolesom.
Za 3 evre letno lahko dostopate do javnega sistema izposoje koles, imenovanega Bicikl.ja. Za njegovo uporabo potrebujete kartico Urbana ali pa mobilni telefon. Tudi veliko drugih krajev po Sloveniji in občin ima brezplačni ali pa zelo ugoden sistem izposoje koles. Z uporabo sistema izposoje koles se lahko izognete stroškom nakupa kolesa, pa tudi stroškom vzdrževanja, saj so kolesa, vključena v sistem javne izposoje, redno servisirana in vzdrževana. Prav tako se vam ne bo treba ukvarjati s hrambo kolesa, ker ga enostavno pustite na enem od postajališč za kolesa. V nekaterih slovenskih mestih, na primer v Ljubljani, je znano, da vam kolo zlahka ukradejo. Zato, če imate svojega, bodite izredno previdni, ki ga puščate in ga vestno zaklepajte. Če nimate svojega avtomobila, potrebujete pa vseeno hiter transport in vas ne moti družba neznancev v avtomobilu, se lahko poslužujete sistema skupnega prevoza. Najbolj priljubljena spletna stran za skupne vožnje se imenuje prevozi.org. Vsebuje seznam voženj, ki jih ponujajo posamezniki, vključno z uro, ciljem in ceno potovanja. Žal je na voljo samo v slovenskem jeziku, zato si pri uporabi pomagajte s spletnim prevajalnikom. Po obvezni registraciji lahko vidite tudi telefonsko številko, ki jo pokličete oziroma pošljete SMS. Dogovori načeloma potekajo v slovenskem ali angleškem jeziku. Na prevoz.org lahko najdete tudi mednarodne povezave iz Slovenije in v Slovenijo. Če se odločite, da boste odšli nazaj domov, morate o tem pisno obvestiti upravno enoto. Zato ne obstaja noben obrazec. Sestavite izjavo, v kateri zapišete, da se vračate domov ter da ne potrebujete več začasne zaščite v Republiki Sloveniji. Če prejemate denarno pomoč, ravno tako obvestite Urad za oskrbo in integracijo migrantov ter Center za socialno delo. Pred odhodom domov vam priporočamo tudi zaprtje transakcijskega računa v Sloveniji. Vkolikor bi se situacija v vaši državi ponovno spremenila in bi se želeli vrniti nazaj, to lahko storite ter ponovno zaprosite za začasno zaščito, če le ta še ni bila preklicana oziroma za mednarodno zaščito. Kratkotrajni obiski Ukrajine so dovoljeni, ampak bi pred prejemom izkaznice za začasne zaščite lahko v prehodu meje imeli določene probleme. Upamo, da smo vam odgovorili na kakšno vprašanje, ki se vam je porajalo, pa niste točno vedeli, kje bi poiskali odgovor. V opisu videa boste našli veliko uporabnih povezav, vabimo pa vas tudi na 12-urne tečaje, kjer vam bomo vse omenjene zadeve še podrobneje obrazložili. Želimo si, da se boste v naši in zdaj že tudi malo vaši državi dobro počutili.